Ja, poglej, taka je situacija. Jaz moram enega kolega vašega peljati na sodišče, pa pač nimam nobene zamenjave, tako da ti si mi še mogoče najmanj sumljiv, tako da dam tebi ključe, ne? Pa zapri, pa zapri. Tako da paziš na njiju dva, zdaj pa, če bi bilo pa karkoli narobe, pa katero telefonsko številko pokličemo, no? Daš vidim. 113. Tako, ja, bravo, 113. Dobro, se vidimo čez par ur, pa boste pridni, ne? Ja, pravosodni policisti se že nekaj časa ubadamo s hudim pomanjkanjem kadra, zato smo enostavno se mogli naučiti zaupati zapornikom, a ne? Jaz se zavedam, da to zveni mogoče smešno, ampak smo pa ugotovili, da fantje zelo resno jemljajo to svojo nalogo. Ajde, fanta, denar. Pravila so pravila, grem po denar, ajde. Kaj greš? Po denarnico. A nimaš v žep? Hop. Ska to iti, a? Ne, Daj na ključe, šepce. se smešam. Težko je zaupati fantom, ko človek dobi ključe, ga takoj zamika. Zato ni pameten, da se jih dajete nove. Bož, da jih imamo mi, ki smo že dolg noter, pa nekaj tazga, sploh več ne pomislimo. Kam pa ti? Malo sem mislil na sprehod, svež zrak pa to, veš. Daj ključe. Težko je ugotoviti, komu lahko zaupaš. Tudi taki, za katere si mislil, da bojo tvoji prijatelji še naslednjih 10 do 15 let v lepem vedenju, 7, te lahko izdajo. Po mojih izkušnjah je najboljš, da ni glaven en, ampak da vsi skupaj sodelujejo. Daj ključe. Še imamo ključ. Ti ga imaš. Stavi sem pozabil. Resno? Ne, pa bi mogli biti tle. Ja, blizu. A jih nimaš v žepu? Evo me, sem že nazaj. Pa kaj pospravljate, ali kaj ljuštanje, fajn. Kaj sem hotela reči? Ti, pricam. Lej, ti imaš hitro ob 10 sodnika, sam mene ni, ker imam zobarje, ne? Tako da sem mislila, če ti se kar sam pelju, pa ti danes ključe od avta. Se lahko jaz peljem. Pač zmedite se, no, ob 10 mora biti tam, prav? Okej? Smo v redu, zaupamo? Prav, jaz grem. Adijo, fajn bote. Zdaj sem te ključev še te zgubil. Sem jaz greš rado? Ja, greš, kaj je. Jutro, 10.